Lepo pozdravljeni na 6. panelu Blejskega vodnega festivala. Me še veseli, da nas je še zmeraj tukaj zelo veliko zbranih, se mi zdi, da je bilo zelo veliko zanimivih diskusij na temo voda. Naslov panela 6 je trajnostno upravljanje z vodami. Slišali smo večkrat, da je voda naš najdragocenejši vir, ki v luči podnebnih sprememb onesnažen lahko postane ogrožen. Zato je trajnostno upravljanje ključnega pomena, da ne bo prišlo do ogroženja tega vira. Zavedamo se, da je v celotnem vodnem krogu veliko deležnikov, tako da vsak od nas igra svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju tega celostnega vodnega oziroma trajnostnega kroga. Zato imamo tudi danes na panelu en širok nabor tistih deležnikov, ki nam bodo predstavili, kakšna je njihova vloga pri zagotavljanju trajnostnega ravnanja z vodo. Tako da bi mogoče kar povabil naše paneliste, da se mi pridružijo tukaj. Gospod dr. Peter Frantar iz Agencije Republike Slovenije za okolje, gospa Tanja Subotič-Levanič, predstavnica Združenja industrije pijač pri Gospodarski zbornici, dr. Mitja Bricelj iz Ministrstva za okolje in prostor, iz Direktorata za vode in investicije. Namesto Romana Kramerja, ki si na žalost mogel opravičiti, vabim gospod Tino Mazij, vodja oddelka za trajnostno urejanje voda, in pa gospoda Matjaža Berčona iz Komunale Kranj. In lepa pavza vse. Mogoče za začetek eno tako splošno vprašanje za vsakega izmed vas. Kaj za vas individualno, pa mogoče tudi za podjetje oziroma okolje, kjer delate, pomeni trajnost? Kaj za vas tisto trajnostno upravljanje z vodo? Lep pozdrav vsem. Trajnostno upravljanje oziroma v prvi vrsti za mene pomeni nekako, da poznaš svoje omejitve. Se pravi, družba mora nekako poznati naravno zmožnost okolja, ki lahko prenese še nekako to, te naše dejavnosti, pa bodi si rabo vode, bodi si samo uporabo vode. To je za mene. Če se najprej navežem na trajnost kot tako, je to tek na dolge proge. Skratka, to je nekaj, kar ne dosežeš jutri, ne dosežeš morda tudi ne skozi leta, je pa vsak korak, ki ga narediš, prispevek k temu, da nekaj traja in se ohranja. Torej, tek na dolge proge, za katerega smo pravzaprav odgovorni popolnoma vsi in vsak posameznik. Če pa se navežem na vodo, voda je dobrina in ni neomejenih količin vode. Zato tudi ti trajnostni koraki, kako naslavljamo upravljanje z vodo, ravnanje z vodo, vsak korak ali pa vsaka kapljica šteje. In Slovenija kot taka je ena tistih držav, ki je to pravico do čiste pitne vode vpisala tudi v samo ustavo. Naj pa seveda iz teorije pride tudi to v prakso in ozavestimo, da res vsak posameznik in slehernik trajnostno upravlja in se vede do vode. Hvala. Za mene je odgovorno ravnanje zelo na kratko z vodnimi viri. Zdaj pa, če želimo trajnost seveda pojasniti, je pa to upoštevanje ekološkega stanja oziroma ekološke dimenzije, socialne in ekonomske, skratka treh vidikov rabe vodnega vira. Ampak odgovorno glede na lokacijo, mikrolokacijo in odgovorno do dejavnosti oziroma tiste rabe, ki jo nameravaš seveda generirati. To je zame trajnost in upam, da bomo v tem duhu diskutirali. Ja, lepo pozdravljeni. Vsekakor je to upoštevanje tistega, kar nam narava ponuja in ne tega izkoriščati v največji možni meri za nek dobrobit. In pa, ker pač izhajam iz direkcije za vode, vsekakor, da vodi ohranjamo in da ji pač pustimo tisti prostor, ki ga potrebuje za svoje procese. Imamo dva mikrofona. Dober dan vsem skupaj.
Mogoče bom tako začel. Trajnostni razvoj je nekaj, kar smo zamudili, po moje, kakšnih nekaj 10 let nazaj že, ko se je pač ta družba začela zelo, bom rekel, radikalno spreminjati. In tisto, kar zdaj v bistvu počnemo, je lovljenje, v bistvu tek za vlakom, ki pa pelje za svojo močjo maso nezadržno naprej. In seveda to ne pomeni, da moramo obupati, to ne pomeni, da ne smemo, oziroma da moramo biti, mislim, da smo pasivni, še kako moramo biti seveda aktivni. Tista misel, ki mi tudi seveda zdaj pride na pamet, je tudi ta, da trajnost se začne pri vsakemu posamezniku, torej od vzgoje in dejansko mislim, da mora vsak posameznik sam pri sebi pogledati, kako se obnaša trajnostno, že doma v svojem gospodinjstvu in seveda del tega je tudi pač, bom rekel, raba vode. Zdi, da ste vsi zelo dobro prevzeli, kaj pomeni koncept trajnosti, ne? Ta odgovorna raba in pa seveda upoštevanje okoljskih, socialnih in pa tudi seveda ekonomskih vidikov, ne? Se pravi, včasih mogoče gledamo na določen vidik v vakuumu in ne gledamo, ne upoštevamo tudi vseh drugih. Zdaj, kakor je bilo večkrat že in včeraj in danes omenjeno, v Sloveniji smo lahko zelo srečni, da imamo čisto pitno vodo, ne? Glavni vir te pitne vode so pa seveda podzemni viri. Mogoče vprašanje za gospoda Frantarja. Kakšno je stanje v Sloveniji na področju podzemnih voda? Ali so, kako ogrožene so, kakšne so številke, mogoče kaj več o tem poveste? Ima tudi predstavitev. Hvala za vprašanje. Jaz sem se nekako v duhu prejšnje razprave malo odločil, da bi v bistvu eno predstavitev na hitro predstavil o količinah vode v Sloveniji, podzemne vode sploh, ker je glavni vir pitne vode. V bistvu na Agenciji za okolje delamo, pa bi predstavil kar angleščino, da ne bo treba tudi našim kolegom prevajati. So, I will have this presentation in English. It will be a bit short and easier for our international guests. Groundwater monitoring for quantitative assessment in Slovenia is basis for the groundwater quantities. This presentation was made for so in order to know how much water do we have to know the geographical position of Slovenia in the border of Adriatic Sea, Dinaric Alps, Alps and Pannonian Basin, which are 4 macro regions that are connected. And the basic for groundwater is hydrogeological classification. We see the different types of rocks. And the most of our water use of the groundwater is based on alluvial plains. These are intergranular aquifers where the most of our drinking water is also derived from. I will skip this part slowly a bit more, but due to it shows a lot of the process of the monitoring. But very important for Slovenia is karst, because here not much of the surface water is there, and these areas are very vulnerable for any kind of pollution because it's low capabilities to self-clean the water. Okay, the groundwater bodies are the basic units that are used for the groundwater assessment, and the assessment is based on the groundwater monitoring sites. Okay, now we will skip this groundwater monitoring. You can see the types of the water monitoring here and where the information you can get online, and what we do the daily. And this is now where we come to get the information how to assess the groundwater quantity, because we cannot measure directly on every point, especially in karstic points, but we have to do some kind of combination of spring measurements and water balance assessment. And we do the
trends analysis, the spring analysis, and the geothermal aquifers, which we are not supposed to forget in Slovenia. The northeast part of Slovenia has a lot of geothermal aquifers. And with the groundwater balance, we can see the dry and wet years that shows how much water do we have. And the groundwater use is actually this. This is the groundwater percentage for each of Slovenia's groundwater bodies, the use of available groundwater resources. So as you can see that on the alluvial plains, there is the highest groundwater use, and the most used is on the northeastern part, about a quarter of the available groundwater resources. So this is not all the groundwater, but of the groundwater availability. Okay, then we skip. I think what we can see from these infographics is the groundwater quality assessment, quantity assessment is made on the Water Framework Directive basis, and 97% of the drinking water supply in Slovenia is from the groundwater. And as you can see, the available groundwater quantity in Slovenia is 4 billion cubic meters per year. So this is 2,000 cubic meters of available groundwater per capita per year. So compared to Austria, that was said in previous session, this is quite high, still high. So, and for the future, what we do is the groundwater balancing for the long-term assessment. And what we do is with the use of the groundwater model MCROVA, we do the seasonal and long-term analysis. We can see the groundwater recharge that's based for the groundwater quantity availability. We get the annual, you can see the years which were dry, the years which were wet. So we can expect in the future also more wet or more dry years. This is what we have to take care of in the future. And for the future, we have made scenarios up to 2100. And for Slovenia, you can see this is for all of Slovenia. We have about 300 millimeters per square meter of groundwater recharge. And the scenarios, these are the regional models for one climate scenario for the most probable for RCP 4.5. And luckily on the annual basis, you can see that there will be very little change. So, but we can see that for the different scenario on the right side, you have a different signal. So all these results should be used in order to evaluate future groundwater resources use. So in order to get also in dry years this enough of groundwater availability. We can see that in the summer years, we will have less water, and especially the seasonal variation in Slovenia will be bigger as it is today. But in general, in the median, you can see that the groundwater recharge is actually increasing, but seasonally you can see that only the winter recharge will increase due to less snow, so more rain. But for the summer, you can see down on the small graph, you
can see that the signal is very scarce. So, but mostly the drier periods will prevail. Okay. So this is my presentation. I think in order to have some in view to the groundwater quantities in Slovenia. So I hope this can be the basis for our talk. Hvala lepa za zelo zanimivo tole stanje podzemnih voda. Tole je izvir Kamniške Bistrice, ne? Če se prav spomnim. Fajn zakopati, priporočam. Frišno. Mogoče, če se navežem, kar ste ravnokar povedali, zelo zanimive analize, vemo, kakšno oziroma imamo scenarije, analize, kakšno bi lahko bilo stanje podzemnih voda v prihodnje. Imamo podatke, informacije, ampak mogoče vprašanje za vse paneliste, kako te podatke prenesti na uporabnike. Vemo, da če govorimo znotraj ministrstva, znotraj podjetij, te podatke razumemo. Kakšna pa je vloga vas kot vodje, da te podatke prenesete naprej? Oziroma na kakšen način? Kdo igra tisto najbolj pomembno vlogo? A je kakšen boljši način, kakšen slabši način? Ker vemo, da podatke imamo, ampak ljudje, ki upravljamo na dnevni ravni z vodo, se pogosto tega ne zavedamo ali pa smo mogoče preobremenjeni s podatki, če vidimo RCP 4,5 oziroma projekcije do leta 2100, je mogoče to preveč oddaljeno. Je kakšen način, ki bi lahko to bolj, kakšen način, da bi lahko ljudje to bolj ponotranjili? No, morda nisem čist pravi naslovnik za to vprašanje, ampak ne glede na to, morda se samo navežem na predstavljeno in pa uvodoma rečeno, da v vodnem krogu je deležnikov več in vsak mora odigrati svojo vlogo in en del je bil danes predstavljen tu, zato da se sploh zavedamo, kakšno je stanje z našimi vodnimi viri in kot uvodoma rečeno, to ni nekaj, kar je brezmejno in lahko uporabljamo popolnoma brezskrbno in neodgovorno. Ne gre tako. V tem primeru je dobro, kar smo danes slišali videti, da se spremembe že dogajajo, so že tu in ko vprašate, kako s podatki in kaj to vpliva na ostale deležnike, seveda je to potrebno ozavestiti, če govorim v imenu podjetij, v imenu Združenja industrije pijač, ne le, da bomo morali prilagoditi svojo proizvodnjo in procese, ampak to naslavljamo že danes. Če govorim v imenu Združenja industrije pijač, smo začeli pravzaprav pri sebi, se pravi še en deležnik v tem vodnem krogu in sicer z konkretnimi ukrepi in tudi z samoregulacijo. Če imenujem samo enega, seveda gre v tej smeri, da porabimo čim manj vode za proizvodnjo naših pijač in to ni nekaj, kar smo naslovili v letošnjem letu, v lanskem letu ali v prezentaciji, ki jih imamo danes, ampak če pogledamo samo recimo obdobje dekade ali pa nekoliko več kot 10 let, v teh 10 in nekaj več let lahko rečemo, da se je poraba vode za proizvodnjo z optimiziranjem procesov, z tehnološkimi posodobitvami zmanjšala tudi do 60%. Se pravi, ko povem, ta odstotek je velik, ampak ko rečem, da je to še vedno premajhen odstotek, glede na to, kakšne spremembe se nam dogajajo, bo treba to naslavljati zelo hitro in krepko tudi v prihodnje. In še enkrat ponavljam, v tem vodnem krogu resnično potrebujemo sodelovanje vseh deležnikov. Potrebno pa je začeti doma in narediti ukrepe tam, kjer lahko imaš največji vpliv in kjer lahko narediš največ. Potem pa je potrebno narediti korake naprej in se pogovarjati z ostalimi deležniki, da lahko to izboljšamo. Bom prepustil izvedbeni ravni. Ja, vsekakor to vrstne podatke mi kot direkcija za vode uporabljamo ali pa vidimo v tej meri, da jih največ dodane vrednosti v ozaveščanju javnosti, se pravi, da se javnost tega zaveda, predvsem v naših postopkih, kjer pač pregledujemo strokovne podlage, predvsem njihovo ustreznost za nadaljnjo prostorsko načrtovanje, se pravi, da ozaveščamo vse deležnike, se pravi, predvsem prostorske načrtovalce, kje in kako je potrebno z vodo ravnati, kakšne so zaloge vode in tudi kako je potrebno načrtovati ukrepe za nadaljni razvoj. Se pravi,
tako zmanjševanja poplavne ogroženosti, kot tudi načrtovanja nadaljne poselitve. Glede na to in tudi mi vse te podatke, ki jih ARSO agencija zbira, upoštevamo in tudi zahtevamo, da se pri načrtovanju tudi te trendi pač upoštevajo. Prav v praksi konkretno. Ja, vse se konča pri denarju. In tako kot je gospa povedala, industrija pijač je zmanjšala svojo porabo za 60%. To lahko potrdim tudi jaz, ker smo distributer vode, eden največjih v Sloveniji. Med industrijskimi proizvajalci oziroma porabniki vode in pa potem seveda to vodo mi dobimo na čistilno napravo, se je v zadnjih 10 letih poraba vode zmanjšala med 60 in 80% celo. V Kranju konkretno imamo veliko gomarsko industrijo, ne nazadnje Iskratel, cel kup Iskr in tako dalje, skratka kar nekaj takih panog. In dejansko tako na seveda števcih, ki jih mi kontroliramo in na dotoku na čistilno napravo ugotavljamo, da je prišlo do tega drastičnega zmanjšanja porabe vode. Seveda ta podjetja uporabljajo tehnološko vodo, ponovno uporabljajo vodo, uporabljajo druge postopke, recimo čiščenje in tako dalje. Domnevam, predvsem je čiščenje steklenic, druge embalaže. In kot rečeno, vse se konča pri denarju. In industrijski proizvajalci, normalno vsa proizvodna podjetja so občutljiva na denar, ker za to obstajajo. Vemo, da temu drugače ne gre v tržni logiki. Problem smo pa prebivalci. Za nas je pa voda zelo poceni. Če ti plačaš 10 evrov na mesec, govorim o 4-članski družini, zato da kadarkoli prideš zdaj domov v tej vročini, odpreš vodo, greš na stranišče, se stuširaš, pomiješ, pustiš pomivalca, pustiš vrt, da se ti zaliva, pa še vedno je to 10, pa tudi če je 20 evrov, nisi občutljiv. Seveda, razen takrat, ko mi pridemo na občinski svet, pa za 1 evro dvignemo ceno. Takrat gre pa vse po konci. To, da je pa danes, ne vem, zjutraj dobim ponudbo od te dvaja, da iz 65 dvignem na 75 evrov, zato ker bom dobil nešteto ugodnosti za svoje otroke na televiziji, internetu, to pa mimo grede. V bistvu se odloči za tak paket. Kaj sem hotel reči? Ta voda, ta dobrina je tako noro poceni in živimo v tako lepem okolju, sploh tukaj v Sloveniji, da se enostavno ne zavedamo, kakšna vrednota je to. In žal, ja, mali koraki ozaveščanja, vzgoje, potem se pa počasi, bom rekel, kar se prebivalstva konča. Seveda, noro bi bilo zdaj razmišljati, da bomo pa vodo, ne vem, podeseterili, pa bo to zdaj 100 evrov, pa bomo, tako kot si lahko naftni trgovci lahko prvoščijo, pa mogoče pa še tukaj vidim, vsaj po cesti gledam, noben kaj dosti ne špara. No, če smem k temu, da je bilo domala povedano vse, jaz bom spomnil samo na realnost, ki se jo pa ne zavemo oziroma se jo nočemo zavedati. Spomnimo pa se jo takrat, ko smo za njo soočeni, pravzaprav nehote, pa pride vendarle. Spomnimo se razlitja, ki se je zgodil nad Črnim Kalom oziroma pod Črnim Kalom, in vse, kar je sledilo v naslednjih tednih, mesecih, kako so prebivalci obale trepetali, a bodo sploh še imeli vodo in v kakšni količini in kdaj. Ampak to je bilo tistih nekaj mesecev, potem pa, ko se je po sreči, tako ali drugače, tisti oblak kerozina ognil, po neki naravni poti črpalkam oziroma zajetja, se je danes vprašate, če kdo še kaj v tem ve oziroma ravna temu primerno, ko so že imeli kadi polne vode in so tako ali drugače kupovali flaširano vodo. Skratka, nesreča
povzroči neke vrste zaskrbljenost, ne pomeni še s tem, če si zaskrbljen, da bo ravnanje potem odgovorno, ne. Morda, ampak še ni jasno. In v tem primeru se je zgodilo, da pravzaprav, če gremo anketirati, polovica se tega dogodka skoraj več ne spomni, še manj pa, če bi vprašali, kaj boste pa naredili, ali pa je treba kaj narediti, pa ne vem, kakšen bi bil odgovor. Skratka, tukaj smo, kot ste vi rekli, cena je prenizka, ne samo v monetarnem smislu, finančnem, ampak tudi drugače. Očitno smo prebogati z vodo. Ne? To je moje mnenje, ampak zdaj ne bi rekel, da so tako imenovani navadni državljani ali pa ljudstvo neuki ali pa da jih. Mene skrbi, ker je tudi to vrstno ravnanje, pa ne me narobe razumeti in čast izjemam, to tudi na odločevalski ravni oziroma administrativni dosti podobno ravnanje. Za nalaž sem majčkeno oster. Manjka odgovornega ravnanja, da bi to, kar poslušamo 2 dni in kar je kolega Frantar pokazal, da bi te trendi, ki grejo navzdol s količino in za kakovostjo, zaskrbeli načrtovalce in odločevalce danes, da bi poskrbeli za jutri. To me skrbi, no, in zdaj kdo bo to ravnanje, bi rekel, izboljšal in ta partnerstvo za vodo ali kakorkoli imenujemo današnji pogovor in predlog. Jaz verjamem, da absolutno je pot, po kateri je treba. In tukaj je po moje treba v sodelovanju z komunalami, lokalnimi skupnostmi in pa predvsem med ministrstvi in industrijo še kar veliko postoriti. Hvala. Če mi dovolite samo toliko, da se navežem, človeška narava je narejena na način, da dokler ne poči, se ne skoči. In kot ste omenili konkreten primer, to je ena zadeva, druga pa seveda srečo imamo, da imamo toliko vode, zato enostavno ni ozaveščenosti morda na tej ravni, da bi se morali za vodo bati, zato tudi določenih ukrepov, ki jih sami kot sam človek ne sprejemamo. Ampak želela bi osvetliti v tem duhu še z strani industrije pijač. Namreč v odvzeti vodi za ostalo vodo v tehnološke namene in pa proizvodno pijač. Berem namreč zato, ker je res kompleksno, predstavlja industrija pijač zgolj 6%. Zato, da naredimo sliko, kaj to v celi sliki pomeni. Ampak industrija pijač pa prispeva več kot 40% vseh dajatev. Se pravi, vemo, da industrija pijač porablja vodo in v naravi se nam zdi, da je ona tista, ki je edina ali pa v večini, ki bo to tudi plačala. Tudi dajatve ali pa zakoni ali pa regulativa ne bi bila potrebna, če bi bil človek ozaveščen toliko, da bi vse vedel sam in naredil vse po pravilih. Ampak ker temu ni tako, pač regulativa mora biti. Da pa regulativo lahko vzpostavimo, pa dejansko mora potekati dialog, morajo biti na voljo podatki, na podlagi katerih potem seveda skupaj iščemo rešitve, da so te eno trajnostne, drugo nediskriminatorne in pa seveda učinkovite. In če dam še en podatek, seveda industrija pijač plačuje dajatev v obliki koncesije in pa vodnih dovoljenj, ampak v obliki koncesije, to, kar je danes plačano, to predstavlja le 1% odvzete vode. Se pravi, ko dam to na mizo, vidimo, kaj pravzaprav v sklopu industrije pijač pomeni, kakšne so dajatve na eni strani in kakšno je pravzaprav poraba vode v primerjavi, bom rekla, z ostalimi deležniki, ki pa morda sploh niso naslovljeni, pa če izvzamem, bom rekla, slehernega potrošnika ali pa uporabnika, govorim morda samo o ostali industriji. Super iztočnica, ker to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako iz vašega vidika potem gledate na to, ste omenili, kar se tiče pravičnosti teh dajatev. Mogoče veste, kakšna je praksa v tujini oziroma so kakšni predlogi, kako bi lahko to pri nas potem uredili na pravičen način? Ja, se veste, če bi bila rešitev preprosta, bi jo verjetno že imeli, pa vendarle, se je za zgledovati tudi po dobrih praksah, zakaj pa ne? In mi danes lahko pogledamo, da recimo tujina ali pa okoliške države ne razlikujejo, na primer, med
koncesijo in vodnim dovoljenjem. Voda je voda, voda je dobrina in z njo je potrebno ravnati odgovorno. To je en pristop ali pa en princip, kako pravzaprav naslavljati to rešitev. Zagovarjamo kot industrija pijač, da se spodbudi oziroma ne prosimo za pomoč države, ampak za partnerstvo ali pa ostalih inštitucij in deležnikov, za partnerstvo, zato da bi spodbudili gospodarno ravnanje z vodo. Ukrepe ali pa samoregulacijo industrije pijač sem že izpostavila. Ampak to partnerstvo pomeni, da je treba nasloviti še nekatere druge partnerje in deležnike za to, da bo to gospodarno upravljanje z vodo prišlo resnično v prakso in da bo konec koncev tudi nediskriminatorno. Namreč, če pogledam, vem, danes se ogromno nanašam na dajatve, ampak to so tista bolečina, ker dejansko ne odraža realnega stanja, vsaj za industrijo pijač in porabo vode, ki je. Se pravi, nekonkurenčen položaj recimo v primerjavi z podjetji ali pa proizvajalci pijač iz tujine. Namreč tega v tujini ne poznajo, razlikovanje med enim in drugim. Se pravi, pravno ni urejeno in je razlika med koncesijo in vodnim dovoljenjem. Se pravi, tudi višina dajatev je popolnoma drugačna ali pa nižja v tujini, kot je v naši državi. Tako da imamo en kup pravzaprav vprašanj, ki jih je potrebno nasloviti. Jaz globoko verjamem, da je moč najti tudi rešitev. Industrija pijač se je med seboj povezala ravno z razlogom, da poskusimo najti rešitev in jo tudi predlagati. Vendar pa v tem procesu resnično potrebujemo sodelovanje vseh deležnikov, da bi lahko v luči in principih trajnostnega upravljanja z vodo to tudi dosegli. Pa tukaj posluh je strani teh deležnikov ali ste naleteli na ovire v zadnjih? Se mi zdi, da me nekoliko izzivate. Probam biti. Ja, ne, se je zelo konkretno vprašanje. Bomo vzela obdobje recimo 5-6 let in so vzponi in so padci. In smo vzpostavili sodelovanje in pogovore, ki so žal v zadnjih 3 letih zamrli in jih je potrebno ponovno obuditi. In jaz res spodbujam, da to naredimo in je tudi današnji dogodek ena lepa priložnost, da ozavestimo, da je to potrebno. Ne samo zato, ker je to tako altruistično in lepo in cvetijo rožice, ampak predvsem zato, ker to močno vpliva na samo na eni strani porabo in gospodarno uporabo vode in trajnostne vzvode, drugo pa tudi zato, ker to močno vpliva na samo poslovanje podjetij, ki so zelo pomembna, da ostanejo tu v Sloveniji, da ohranjamo delovna mesta, da ustvarjamo dodano vrednost, predvsem pa, da kot taki trajnostno upravljamo in imamo možnost trajnostnega upravljanja z vodo. Mogoče navezano na to, na trajnostno upravljanje z vodami, vprašanje za gospoda Berčona. Kako pri vas trajnostno upravljate z vodami? Nekaj ste že povedal, sicer uvodoma, bilo je tudi omenjeno zapis pravice do pitne vode v ustavo, kar pomeni, da ljudje imajo možnost oziroma dobijo čisto pitno vodo do svojih domov. Vemo, da večina oziroma velik delež vodovodnih omrežjih je že star lahko že 40, 30, 40, 50 let in posredno pride do velikih vodnih izgub. A imate vi kakšen konkreten projekt, kako to naslavljate? Te vodne izgube? Ja. Aha. Dela. Torej, zdaj sem vmes, ko sem poslušal predhodnika gospoda Limbuša iz Krajevnika, se spomnil, da smo pravzaprav mi na eni dobri skupni poti in smo v ta namen celo pripravili en film, ampak to je recimo že nadgradnja tega, kar je pa dejansko smo v našem podjetju počeli zadnjih 10 let. Mi smo pač komunala, upravljamo praktično tretji največji vodovodni ali pa smo tretji največji vodovodni ponudnik v Sloveniji za Ljubljano in Mariborom. Skoraj 100.000 ljudi smo do nedavnega oskrbovali, zdaj smo pač del Medvod preklopili na Ljubljano. In 10 let je zdaj potekal
projekt optimizacije vodnih izgub. V teh 10 letih smo zmanjšali vodne izgube za več kot 20%. V bistvu na 750 kilometrih vodovodnega omrežja smo imeli nameščenih preko 60 naprav, torej telemetrij. Skratka, lahko smo identificirali po posameznih odsekih med posameznimi občinami, kje se nam seveda te vodne izgube pojavljajo. Po drugi strani pa seveda iz tega smo pripravili tudi nek akcijski načrt, kot se reče belo knjigo, kjer občine kot pa lastnice in potencialne investitorice opozarjamo, kam ne investirajo svoje sredstva. Občine seveda, zlasti mlajše občine, manjše občine, so v zadnjih letih izjemno dobro razvile svojo sekundarno infrastrukturo, vemo, ulice, obnove vodovodov, kanalizacij, na koncu pa asfalt, pločniki, svetilke, tisto, kar sploh letošnje leto je še posebej v tem znamenju, medtem ko precej so pa zanemarjali ali pa zanemarjajo primarne vode. Pri nas pač ti primarni vodi povezujejo 7 občin, ti primarni vodi pripeljejo do svojih izvirov, zajetij. Skratka, na to smo tudi zdaj ob zaključku tega 10-letnega projekta optimizacije na vodovodnem omrežju seveda tudi želeli opozoriti in izpostaviti, seveda konkretno v našem okolju za naše območje in seveda zdaj upamo, da v naslednjih proračunskih letih se seveda tudi najde denar za bom rekel, nadaljnja vlaganja. Ampak kot rečeno, vseeno pa že sam ta ukrep aktivnega upravljanja pa je že prinesel v 10 letih več kot 20%, praktično iz nekih 55 smo zdaj na 32% vodnih izgub na našem območju, tam približno. Zdaj, tisto, kar je pa naslednja dekada, je pa partnerstvo z Iskra-Emekom in to bi mogoče v tem uvodnem filmu si pokazali, kjer pa praktično že prihajamo do končnega uporabnika. Iskra-Emeco's smart water solutions are the answer to the key challenges faced by water utilities. One of the latest success stories is our project with Kran Water Utility, where the Iskra-Emeco's advanced metering infrastructure solution is being implemented. The company, Komunala Kran, is based in central Slovenia. It operates a water supply network with a total length of 740 kilometers with 146 facilities. Komunala Kran. Drinking water is supplied to almost 100,000 inhabitants in the municipality of Kran and the 6 neighboring municipalities. Together, we intensively invest in the upgrade of water networks and processes digitalization. The biggest challenge now is telemetry, the introduction of advanced metering infrastructure to stay responsive and lean, aiming at lower costs and timely responses to critical issues. Together with Iskra-Emeco, we are replacing the existing meter reading approach with an advanced solution. This will provide us with more accurate consumption data, the ability to perform advanced analyses, quick leaks and bursts detection, water distribution optimization, active involvement of consumers. The foundation of the solution are smart water meters equipped with advanced communication capabilities. Each water meter comes with a communication module, which could be mountable or external. The following communication protocols are in use: LoRaWAN, Wireless M-Bus, OMS. At the moment, we collect the data with the walk-by, drive-by system. The data are transmitted from water meters to a software platform using the wireless M-Bus communication protocol. The automated meter reading system includes more than 20,000 water meters. We recognize that the future is in automated meter reading using LoRaWAN network, which is more technically advanced.
The advantages are automatic remote readings, higher data acquisition frequency, quicker detection of issues, alarms, higher accuracy and security of data transfer, predictive consumption and forecasts, predictive maintenance. The LoRaWAN Network Management Server is used for LoRaWAN private network management of gateways and end devices. The next step is complete integration, so we can receive all data from water meters automatically to prepare advanced analytics, consumption predictions, and water network balances reports. In različna poročila o bilancah vodnega omrežja. Komunala Kran, in cooperation with Iskar-Emiko, is implementing the upgrade and digitalization of the water supply networks. With this project, we want to exceed the expectations of customers and offer them the most modern communal services. In jim ponuditi najsodobnejše komunalne storitve v Sloveniji. Mogoče še čist kratek povzetek, tako kot smo v teh 10 letih z goščevanjem telemetrije na tem, bom rekel, primarnem omrežju dosegali identifikacijo napak, izgub in tako dalje. Tisto, kar je seveda bistven preskok tega predstavljenega modela meritev, ki so, bom kar tako rekel, online, čeprav ne čisto dobesedno, pa je ta, da praktično vsakih 24 ur pri vsakem uporabniku, ali pa če hočete vsaki 2 uri pravzaprav, pri vsakem uporabniku od 22.000 števcev zaznamo spremembe. Ko smo izvajali pilotni projekt, leto pa pol zdaj, konkretno gospa na Mlaki, kar sama živi, dolga leta porabi tiste 3 kubike vode, kar naenkrat se nam zjutraj pojavi, seveda zato rabiš upravljalca modela alarm, prijazno pokličemo in ugotovimo napako, gospa se nam je zahvalila. Sicer to je tudi prodiranje v intimno zasebnost posameznika, ampak hotel sem samo pač povedati, kaj s tem dosežemo. Torej, res ažurno, bom rekel, spremljanje teh porab, veliko, bom rekel, reševanja reklamacij po nepotrebnem. Prej smo imeli, uredba določa 2-krat letno odmero vode, nekomu pol leta v vrtu teče voda 500 kubikov na mesec, potem pa dobi poračun za nazaj za pol leta. Si predstavljate take šoke in tako naprej, ne? Skratka, to je tudi naše, bom rekel, komunikacijsko, upravljalsko orodje in pa tisto, kakorkoli na koncu ste tamle videli avtomobile, ne? Danes se 3 avtomobili 8 ur na dan vozijo okrog in pobirajo, berejo števce. Od Jezerskega, če hočete, do Podnarta, do Medvod in tako dalje, ne? Kilometri. Torej tudi s tem, ko smo prišli na ta, bom rekel, ko prehajamo na te očitke, če ne drugega, tudi prispevamo k ogljičnemu odtisu. In seveda tudi na koncu, ko tole gledamo in ko to vse skupaj zračunaš, ugotoviš, da praktično na očitek se ti, bom rekel, storitev celo poceni, o dodani vrednosti pa, da se ne ponavljam, ne. Jaz bi samo dodal tukaj, da je v bistvu se pravi, podzemna voda je glavni vir pitne vode v Sloveniji in to v bistvu nekako taka analiza podatkov, kako se to uporablja, je po mojem zelo pomembna. Sploh, ker tukaj bomo vedno več problemov imeli v času suša, ne, in v času suš taki podatki pridejo še kako prav, ker so v bistvu online pa zelo ažurni. In v bistvu na ene strani imamo v Sloveniji pri trajnostnem upravljanju raven največ problema bomo imeli v času suša, ne. Tudi na Primorskem moramo se zavedati, ne, da pač v poletni sezoni prvič je manj vode zaradi samega sredozemskosti, tako pretočnih režimov izvirov, kot zaradi Krasa, po drugi strani pa tudi zaradi tega, ker imamo povečano porabo zaradi turizma, ne. Nekako tukaj treba, da se vrnemo nazaj na trajnostnost, pa sonaravnost, nekako najti eno skupno pot, ne. Po drugi strani imamo pa na Primorskem, na Krasu samem, zelo velike količine vode, ki jih ima pa kraški vodovod, ne, nekako to je pa druga zgodba, ne, kako te količine vode pripeljati do morja, ne. Po drugi strani to, kar so že prej kolegi povedali, ozaveščanje in izobraževanje je dolgotrajen proces in tek na dolge proge, ne.
To se začne že v osnovnih šolah, v vrtcih in po mojem to traja več generacij, da bomo to nekako sprejeli v eno tako boljšo družbo. Po drugi strani se pravi, če se pa zdaj vrnem iz suše na poplave, ne? Poplave so pa drugi faktor, ne? Se pravi, visoke vode in poplave bi pomenil eno akcijo, ki jo imamo pa tudi na Agenciji za okolje pa na Zvezi geografov, kjer v bistvu nameščamo tablice visokih voda v prostor, ne? Se pravi, to je ravno taka tablica, v bistvu, ki jo namestimo na lokacijo poplave, ne? Se pravi v prostor, ne? Tako da se ljudi ozavešča o lokaciji poplav. To delamo raven na ta način, kot smo prej govorili, ne? V bistvu z osnovnimi šolami in lokalnimi skupnostmi. Ker v bistvu je, da se zadeva namesti skupaj z deležniki, ker če pride zadeva od zgoraj navzdol, se pravi od države navzdol, ponavadi zadeva se ne jemlje tako resno. V bistvu, če pa pride pobuda z lokalne skupnosti, pa zadevo poistovetijo in nekako v tem duhu tudi te tablice nekako pripomorejo k varovanju, se pravi najširšega vodnega okolja, se pravi tudi poplavnih območij, torej tudi nekako, kako bi rekel, če imamo tam recimo zajeme pitne vode, se pravi tudi ta poplavna območja so vodovarstvena območja v bistvu za vse vodene. Toliko da, to z moje strani bi še dodal. Hvala. Mogoče, če se navežem na to, kar ste ravnokar povedal, kar se tiče poplavne zaščite, zdaj oziroma trajnostno upravljanje z vodami pomeni tudi oživljanje nekaterih vodnih teles, ne, ki so bili v preteklosti, so se izsušile. In se pravi, poleg poplavne varnosti ponuja tudi priložnosti za razvoj turizma. Zdaj, če bi rekel, koliko bi mi rekli, da je v Sloveniji jezer? 100? 200? 300? How many lakes do you think there are in Slovenia at the moment? 100? 200? I think it's about 300, če se ne motim. Zdaj, zasledil sem, da je en izmed teh, ko bi rekel, projektov oživljanja vodnih teles tudi ojezeritev Vonarskega oziroma Soteljskega jezera. Kje to je bilo že nekaj let nazaj, se je o tem pisalo, mogoče na kratko, kje je ta projekt oziroma kako to poteka? Ja, hvala za besedo. Če se mogoče sam navežem še tudi v tem kontekstu na prejšnje sogovornike, se pravi, videli smo, kako se vodo distribuira. Treba se je pa tudi vprašati, kakšno vodo in kako pridemo do te vode, da se jo lahko distribuira in da jo lahko kar iz pipe, ko jo odpremo, pijemo. In to je pa tisti vidik, se pravi, s katerim se pa ukvarjamo na Direkciji za vode. Se pravi, ena izmed osnovnih nalog je tudi skrb za dobro stanje voda in njena trajnostna raba, se pravi, da se je potrebno zavedati tudi tega, da dobre vode kar tako jo ni in če bomo vodi ta njen prostor, ki ga potrebuje za svoje procese, za razlivanje, za bogatenje podtalnice, ne bomo imeli kaj distribuirati oziroma tisto, kar bomo distribuirali, ne bo v take kakovosti, kot si jo želimo. Zdaj, pospešen razvoj turizma v Sloveniji se kaže tudi v pač vse večjih pritiskih na izkoriščanje vodnih virov in predvsem iz vidika, se pravi, teh športno-turističnih in rekreacijskih dejavnosti. In pač tako je bila tudi leta 2015 dana pobuda strani lokalne skupnosti, da bi za ponovno ojezeritev oziroma revitalizacijo Vonarskega jezera. Pregrada oziroma akumulacija Vonarsko jezero je bila zgrajena leta 1978 in sicer za namen zmanjševanja poplavne ogroženosti, zagotavljanja pitne vode, za namen namakanja in pa tudi za izvajanje rekreacijskih turističnih dejavnosti. Pregrada oziroma akumulacija je bila 10 let ojezerjena in je v tem času prihajalo do večkratnega pogina rib. Ugotovljeno je bilo, da se v jezeru dogajajo procesi eutrofikacije, se pravi, prihajalo do prevelikega vnosa hranil in zato je bilo jezero po 10 letih
je bila dana odločitev, da se jezero izprazni. In takšno je še danes. Sicer jezero in pregrada sama še vedno opravlja to svojo primarno funkcijo, se pravi zmanjševanja poplavne ogroženosti, zadrževanja visokovodnega vala v poplavnih dogodkih. Se je pa v tem času, se pravi vsak visokovodni val, ki pride, seboj premešča sedimente in ti sedimenti se za pregrado, potem ko se hitrost zmanjša, usedajo in tako se je v vseh teh letih nabralo in usedlo kar nekaj sedimentov in tudi sam prostor, akumulacijski prostor se je zarastel. In ker je bila pač, glede na to, da je bila dana pobuda po ponovni ojezeritvi, je bila na direkciji za vode, smo naročili širšo študijo, ki je obravnavala vpliv ojezeritve na vodni režim. Preučeno je bilo sestava, se pravi kemijska in geomehanska sestava sedimentov in pa vpliv ojezeritve, kakšen bi bil vpliv ponovne ojezeritve na stanje voda na pač mestu, ki je bilo že nekoč ojezerjeno. Študija je pokazala, da sam ta material, ki se je usedel, se pravi te sedimenti, niso iz različnih vzrokov, niso primerni za neko nadaljno uporabo, se pravi, da bi se ta material ugradil ali pa uporabil za kakšne druge namene. Prav tako se je izkazalo, da so te vode reke Sotle, pač ta voda reke Sotle na tem mestu, če bi se jezero ponovno ojezerilo, da bi ponovno, še vedno je prevelik vnos hranilnih snovi, se pravi, bi še vedno potekali procesi eutrofikacije in bi ta, se pravi, kar bi povzročilo, da bi ta biodiverziteta rastlinskih in živalskih vrst, ki se je v teh letih razvila, bi bila pač pomembno zmanjšana. Tako da je pač direkcija za vode na podlagi vseh teh analiz izvedenih in študij sprejela naslednje, in sicer, da pregrada še vedno opravlja svojo primarno funkcijo, ki je zelo pomembna, in sicer zmanjševanje poplavne ogroženosti dolvodnih naselij, in da kakršnakoli druga raba, v kolikor bo možna, mora biti prilagojena, mora biti takšna, da je prilagojena tej osnovni rabi. Ugotovljeno je bilo, da ponovno ujezeritev pač območja bi z kvalitetno vodo ni izvedljiva in zato predlagamo, da se spremeni sama namembnost tega prostora, se pravi, da se raba jezera spremeni v suhi zadrževalnik, ki bo seveda služil temu svojemu primarnemu namenu, in da se pač potrebam turizma oziroma razvoja, da se te potrebe prilagodijo tem danostim, ki so v prostoru, in da se dodatno ne obremenjuje okolja, ter da se poskuša najti neke rešitve, nekega trajnostnega turizma, bolj zelenega, v smislu nekih tematskih poti, sprehajalnih, ne tistih prvotnih, ki so bili zamišljeni kot je kopanje, ribolov in podobno, ampak da se gre v tej smeri, da se poišče rešitve takšne, ki se jih tudi da tržiti, se pravi, da se poišče nek konsenz v prostoru, se pravi, tako razvoja lokalnega prebivalstva in turizma in tudi skrbi za okolje in ohranjanje dobrega stanja voda. V ta namen bo na direkciji tudi ustanovljena projektna skupina, ki bo s temi aktivnostmi nadaljevala, predvsem pa to v smeri ozaveščanja in pogovorov z lokalno skupnostjo, kot tudi z Republiko Hrvaško, se pravi, ki meji na to območje. Tako da te aktivnosti že potekajo. Se nam zdi en tak lep primer tega, kako je možno tudi to nekako izvesti, v kolikor je razumevanje z vseh strani. Hvala. Mogoče, ker nam zmanjkuje časa, bi dal mogoče čas za eno ali pa dve zelo kratki vprašanji. Ja. Lep pozdrav.
Rajko iz Kamnika s kolegom že vrsto let raziskujejo podzemne vode v okviru Jamarskega kola Kamnik, ampak eno kratko vprašanje. V začetku oziroma pri predstavitvi ste videli izvir Kamniške Bistrice, mislim, da tudi sedaj v javnosti je že dovolj poznano problem množičnega kopanja v izvirni kotanji Kamniške Bistrice. Zato me zanima mogoče, kako to preprečiti. Kako preprečiti kopanje v tovrstnih izvirih? Kako preprečiti množično kopanje v izvirni kotanji Kamniške Bistrice, ker vemo, da Bistrica potem nekako 7-8 kilometrov dol vodno potem napaja Iverje, ki pa nekako oskrbuje Kamnik in še nekje okrog 25,000 prebivalcev s pitno vodo. Moj odgovor na to bi bil postavitev tabel, da je morski prsten. Malo hecam, ampak težko je absolutno preprečiti nekomu, da ne bo skočil noter. Tudi sam priznam, sem skočil noter, ampak sem zelo hitro ven šel. Ne, mislim, problem je v tem, ker dejansko sedaj iz vse Slovenije se tja vozijo z avtobusi in se kopajo. Verjetno, da je to postalo nekako reklama že tudi za tujce in verjetno, jaz mislim, da je to dejansko nekaj nedopustnega. Seveda, ja. To, kar ste vi rekli, tablo smo postavili, ampak to tablo sem 3-krat odstranil. Je pa res, vi govorite o lokalnih interesih, jasno. Mislim, da v Kamniku je kar nekaj, jaz mislim, če bi naredili referendum, velika večina ljudi je proti temu. In sedaj, kako to potem na eni republiškem nivoju to dejansko preprečiti. Meni se zdi, da tukaj, kakor smo že večkrat pa gospod Bicer, kratko. Če smem, tukaj govorimo o teh vrzelih, ki so tudi na tem področju. Po obstoječi zakonodaji so vse pristojnosti, jaz bi rekel, čisto jasno razdeljene, drugo pa je, kako jih kdo razume in če jih izvaja, med državo in lokalno skupnostjo. In tukaj zakon o gospodarskih javnih službah, kjer ste rekli oskrba z vodo in tukaj imamo predstavnika ene take institucije, so partnerji za izvajanje teh načel v regulativi. Zelo enostavno in z tega se dela fama in zdaj hvala, ker ste to rekel, Velika planina in Krvavac, sem jaz hotel reči, sta turistično zelo atraktivna in sta zelo povezana z obremenitvami, ki izhajajo iz turizma, tudi signifikantno in merljivo na vodne vire, ki so pomembni za oskrbo prebivalstva. Ampak to je poglavje, ki terja veliko razlago. Ampak to zelo enostavno je tako, občinski svet ima vse podatke, ki jih ima iz javne službe, iz državnih služb, ki spremljajo stanje, eno od teh je ARSO, Zavod za zdravstveno varstvo in tako naprej, o zdravstveni ustreznosti pitne vode do ekološkega stanja. A želi občinski svet obravnavati in zaščititi javni interes na občinski ravni, je osnovno vprašanje, ki je oskrba s pitno vodo, ki je primarna po zakonu o vodah in evropski direktive, je nad vsem rabam. Če ga želi, ima vse možnosti, da sprejme režim, med katerim določi obliko ravnanja ob izvirih in v zaledju, vključno z označitvijo režima, a so to table ali na spletu oziroma sodobnim. Če želi, če noče, lahko govori, da je krivica, da je kriminal, karkoli. To je pot. Zdaj pa, in tukaj je odgovornost župana, občinskega sveta, voljenih predstavnikov in pa seveda vas, ki ste zelo, jaz vem, aktivni nevladne organizacije, ki na to opozarjate. Ne nazadnje smo bili zadnjič, sem bil v Kamniku za šolo, kako je že, Brejca, ker so naredili učenci in učitelji krasno raziskovalno nalogo, ko so vode Velike planine zaradi onesnaževanja iz turizma in pasništva spremljali, monitorirali in sem rekel, predstavite županu. In so rekli, se so na gimnaziji podobno naredili, sem rekel, predstavite skupaj županu.
kako imate osveščeno, bi rekel, šolsko javnost, mentorje in delate skupaj in predstavite, ker otroci skrbijo za to, kar te stari ne naredijo. Ne upoštevajo zakonodaje, gledajo stran, otroke pa skrbi. A vidite, in potem rečemo, ne mediji nekaj naredijo, ali kdo. Dajte namerno. A smo odrasli, je demokracija in odgovornost? Ne? To je prvo, ampak zdaj to je moj pogled. Drugo pa hočem povedati to, kar je kolegica predstavila, to je površinsko vodno telo, ki si ga delita Slovenija in Hrvaška, je na meji. In jaz sem zelo vesel, da je bil evropski projekt za to porabljen in stimuliral skupni pristop za te cilje, ki ga prej ni bilo. In je prišel do te rešitve in je konsens, da se gre v tej poti in da bomo hkrati povečali biodiverziteto, ne jo tako ali drugače ogrozili in izboljšali ekološko stanje s tem, da se aktivira ekosistemske storitve in tudi vključi turistično rabo, ki je tam tako ali drugače zelo intenzivna dejavnost. Na obeh straneh sta zdravilišči in rabita zelene cone. In je win-win-win situacija, a ne? Kar ne opravijo konvencionalne čistilne naprave, katere predstavlja tukaj predstavnik javne službe, ker ne more spolirati vode z nitrati in vsem, kar je težkih kovin iz starih bremen do stanja, ki bi ustrezali. Pač ta renaturacijski poseg pa lahko, a ne? In je učinkovit in dela brez elektrike, čeprav projektiran, menedžiran in deluje. In to na čezmejni ravni. In zato obstajajo v Green Dealu, zelenem dogovoru, izjemna sredstva za količinsko, bi rekel, ogromne vsote, da se financirajo tovrstni posegi, in zlasti, če so čezmejni. Zdaj pa zaključim, zelo sem ponosen, da nam je uspel od 2005, kje so že ta leta, do 2008, skupaj z avstrijskimi kolegi, ker imamo tukaj predstavnika, raziskave opraviti za skupno metodologijo na avstrijski in slovenski strani, ki je tamle, pogledajte čez okno Karavanke, od Tromeje pa do Pece, 100 kilometrov dolga gorska veriga, ki je eden najbolj bogatih vodnih virov, kraških, občutljivost kraškega, zato da se ne bi zgodil recimo primer Krvavca ali pa Velike planine, ker je tako pomemben podzemni vodni vir z ekscelentnimi količinami in kakovostjo za avstrijsko in slovensko stran in je nadregionalnega pomena, ne samo nacionalnega, je čezmejnega in nadregionalnega pomena in smo razglasili to kot podzemno vodno telo po Evropski vodni direktivi v Avstriji in Sloveniji. Kar pomeni, da ga moramo skupaj spremljati, Avstrija in Slovenija ali obratno, v koordiniranem monitoringu si izmenjevati podatke in se obveščati o rabi, tisti planirani in aktualni, če je kakšen vpliv. Zakaj? Zato, da bo vodooskrba za obe državi ostala kar se da intaktna in kakovostna dolgoročno. To so ukrepi, ki obstajajo, so tukaj in fino bi bilo, da bi jih komunicirali na državni ravni in lokalni, da se vse to da, če se hoče. Hvala. Super, to ste zelo lepo zaključili tudi s tem mednarodnim povezovanjem. Zdaj, nažalost, nam je zmanjkalo časa. Mogoče bi samo na hitro prosil še ostale paneliste v 20 sekundah. Še eno kratko vprašanje. Mislim, da za zaključek vseeno treba dati eno pozitivno sporočilo. Še ko sem vodil gospodarsko zbornico in ko sem vodil delegacije v tujino, med tistimi 3 točkami, kjer se država pohvali, sem vedno pohvalil naše pitne vire in to, da ljudje, ne samo turisti, tudi mi pijemo doma čisto vodo iz pipe. To je poleg varnosti države največji vtis naredilo na okolje, kjer sem promoviral to državo.
To, kar je Mitja sprožil in kolega Jamar iz Kamnika, vam bi pa rad povedal z primera Krasa, kjer zdaj živim. Ker gre za kulturno-civilizacijska, kompleksna, celostna, dolgoročna vprašanja, ki so najtežja, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop. Politika je sui generis tisti inštrument v družbi, ki mora strokovne podlage prenesti s političnimi sredstvi v družbo za splošno družbeno korist. So se stvari temeljito faktično spremenile. To, da je nastopila zadrega, pomeni, da je nam, ki delamo na tem, recimo tudi z osveščeno javnost, postavlja en tehten razmislek, strokovni in tudi politični, veste? In to je stvar kulture, civilizacije in stanja duha tudi. Vam bom povedal na Krasu. Zdaj živim na Krasu, jaz sem doma z Krasa, ampak sem 50 let živel v Ljubljani in zdaj živim na Krasu. In želim poglobiti svoje vedenje o tem, kaj se tam dogaja, ampak dolgoročno. Mi je zelo všeč, kar ste povedali. Sem dopolnil svoj pogled, tudi svojo vero, da bomo uspeli stvari speljati. Pred 50 leti na Krasu, bom malo karikiral, ni bilo niti enega splakovalnika z vodo v stranišču. Danes pa tem tudi pomanjkanju, Kras je, pogledajte, vedno je pomanjkanje vode, ne? Potem, dokler ni v Klaričih, zdaj je ta voda gor prišla. Skoraj ni WC-ja brez splakovanja. Ampak je velik problem teh fekalnih vod, ne po količini samo. Jaz sem tudi jamar in ko gremo v jame, se zgrozimo, kaj spodaj vidijo, ker naši starejši kolegi niso videli tega, kar mi vidimo v kraškem vodonosniku. Po količini, pogledajte, fekalije, ni to nekaj kar tako. Mi jamarji pogledamo to bolj dolgoročno, bom rekel pozitivno, ekstremno. Zato, ker smo kompetentni na tem. Psihološko, sociološko, antropološko, medicinsko, pa še kako znamo to stvar pogledati. Ugotavljamo, da je problem posebno Krasa struktura fekalij, ki se je v zadnjih 30-40 letih temeljito spremenila. In sicer zaradi zdravil in pa kemikalij. To, kar gre v čistilne naprave iz bolnic, zdravstvenih domov, šol in tako naprej, je ta voda z medikamenti tako osnažena, da imamo mi določene rove v kraškem vodonosniku zastrupljene zaradi kemičnih reakcij, ki so dol nastopile. Ne more naš jamar iti noter zaradi tega, ker bo umrl, ker se bo zastrupil. Menim, da je treba temu posvetiti posebno na Krasu, posebno pozornost in jaz sem prepričan, mi imamo dovolj kompetenc, vsebinskega in metodološkega znanja, da to napravimo. Jaz mislim, da tudi politika, veste, tudi s takim načinom dela, Marko, kar je tukaj, dobi ene pozitivne impulze v smeri, kaj je tukaj treba spremljati. Hvala vsem, da ste prispevali eno kapljico k nečemu dobrega v tej državi. Najlepša hvala za tale zelo vsebinski pogled na problematiko Krasa. Žal, z veseljem bi tukaj debatirali še verjetno naslednje 2 uri brez problema, ampak ker se nam je čas res iztekal, se mi zdi, da ste tudi lepo povzeli tole končali na optimistični noti, da tukaj je veliko predstavnikov, so izmenjene različne ideje in kakor smo večkrat danes slišali, to povezovanje bo ključnega pomena, da bo pač
trajnostno upravljanje z vodo uspešno. Tako da na tej točki bi zaključili ta panel, zato vse vabim, da se nam pridružite na kosilu spodaj in potem nadaljujemo naslednji panel ob 14. uri. Ne? Also welcome all our other guests to join us for lunch downstairs, and we'll continue our next panel at 2 p.m., which will be held in English for sure. And I encourage you all to continue these discussions amongst you at the lunch table. So, hvala še enkrat.